Kdor ima ušesa za poslušanje, ne sliši, kaj govori Duh Cerkvam. To smo slišali zdaj že večkrat, ne? Te besede odzvanjajo v naših ušesih in ne odzvanjajo v naših srcih tudi danes. To je v bistvu klic k temu, da naštičimo svoje ušesa in res poslušamo, kaj Duh danes govori svoji cerkvi. Seveda po Božji besedi. Kot veste, proučujemo 7 pisem, 7 cerkvam, ki so podoba celotne Kristusove cerkve. Danes sem se pripravljal, da bi govoril o 4. cerkvi, na temo se pravi sporočilo Tiatiri, ampak sem po premisleku in molitvi videl, da moram spregovoriti o eni povezani stvari, ki pa ni direktno vezana na tole. Ampak bi pa vseeno kar prebrali tekst iz Razovetja in to iz 1. poglavja, ki je nekako uvod v tehle 7 pisem. In to nam je lahko kot ena taka molitven vstop v vseh 7 sporočil in tudi to, kar želim danes govoriti. Bral bom Razodetje, 1. poglavje od 9. vrstice do konca bom prebral. Takole nam prav Božja beseda. Jaz, Janez, vaš brat, in z vami soudeležen pri stiski, kraljestvu in stanovitnosti v Jezusu. Sem bil zaradi Božje besede in zaradi Jezusovega pričevanja na otoku, ki se imenuje Patmos. Na Gospodov dan mi je navdal duh in za seboj sem zaslišal močen glas, kakor glas trombente, ki je rekel: zapiši, kar vidiš v knjigo in pošli 7 cerkvam. V Efes, v Smirno, v Pergamon, v Tiatiro, v Sarde, v Filadelfijo in Laodikejo. Obrnil sem se, da bi videl čigav glas, ki govoril z menoj. In ko sem se obrnil, sem zagledal 7 zlatih svečnikov. In sredi med svečniki nekoga, ki je bil podoben sinu človekovemu. Oblečen je bil haljotal in prevezan čez prsi z zlatim pasom. Njegova glava in lasje so bili beli, kakor bela volna, kakor sneg, njegove oči so bile kakor ognjen plamen. Noge je imel kakor v peči razbeljen bron, glas pa kakor glas mnogih voda. V desnici je držal 7 zvezd in iz ust mu je segal oster dvorezen meč. Njegovo obličje pa je bilo kakor sonce, kadar žari vse svoje moči. Ko sem ga zagledal, sem se zgrudil k njegovim nogam, kakor mrtev. On pa je položil name desnico in rekel: ne boj se. Jaz sem prvi in zadnji in živi. Bil sem mrtev, a glej, živim na veko veke in imam ključe smrti in podzemlja. Zapiši torej, kar si videl, kar je in kar se bo zgodilo poslej. Skrivnost 7 zvezd, ki si jih videl v moji desnici, in 7 zlatih svečnikov pa je v tem. 7 zvezd so angeli 7 cerkva, 7 svečnikov pa 7 cerkva. Celo to prvo poglavje je tak velik, res veličasten uvodni akord v knjigo Razovetja, ki je pravzaprav vsem knjiga neke vrste slavilna knjiga. Ker ves tekst je prepreden s hvalnicami, ki se dvigujejo. Seveda gre pa ta hvala ven iz teme, dviga se iz stiske. Celotna knjiga, celotno Razodetje je napisano pravzaprav kot spodbuda kristijanom v stiski. Spodbuda cerkvi, ki je pod strašnim pritiskom. No in je v bistvu spodbuda je pa tale, da ne cerkev zvesto ohrani Kristusovo pričevanje. Tako je ta besedna zveza, najdemo takoj v prvih vrsticah in se ponavlja na več koncih. Jezus sam se imenuje kot zvesta priča in cerkev je poklicana, da smo zveste priče. Teda zvestoba in pričevanje se povezujeta. In to seveda, to zvesto pričevanje se pa dogaja sredi poganske kulture. Sredi, vemo, rimskega cesarstva, kjer so častili mnoge bogove in kjer so častili cesarje. Se pravi, tukaj not to sporočilo,
ne, in ta luč, ki jo vidimo, to razodetje tega sina človekovega, ki sije kot sonce, se dogaja v temi. Ne, dogaja se v temi, tam, kjer se cesar postavlja, kjer se svetovni red dviguje in se postavlja proti Bogu, proti Božjemu kraljestvu. In veliko, ko začnemo mečkam bolj praskati in pridemo mečkam pod površino razodetja, vidimo, da je teh namigov veliko. Tukaj ne gre samo za polemiko proti, ne gre samo za duhovne probleme, če bi danes rekel v našem jeziku, ampak gre tudi za, rekel, politične probleme, v tem smislu sveda, ker je oboje združeno. Red sveta, v katerega je evangelij prišel, ne, nasprotuje. In red, v tistem času seveda je ta red bil kar cesarski kult, kjer je seveda sporočilo, da je nastopil en drug kralj in eno drugo kraljestvo naletel, tukaj imamo spopad, tukaj imamo clash, kaj bi se reče v angleščini, se pravi, gre za ta trg dveh kraljestv. Tukaj bi vas mogoče spomnil na to, kar sem govoril pred časom, ne, da je cerkev, da smo mi kot ambasada. Ambasada dejansko Božje države, Božje vladavine sredi kraljestvu tega sveta. In da smo dejansko, prav naša prava narava kot cerkve je ravno v tem, da smo zvesto, da zastopamo to eno Božjo državo v tem svetu kot ambasadori. No in razodetje in potem zdaj posebej teh 7 pisem, v katerih smo, v katerih se zdaj gibljamo, je pa napisano prav zdaj kot spodbuda kristjanom, ki so se znašli sredi tega konflikta. Ne? In neprestano vidimo, kako jih poziva, kako nas Božja beseda in njih Božja beseda tam poziva, ostanite zvesti, ohranite to, kar imate. Bod mi zvest do smrti in dal ti bom ven z življenja, smo pravi prismerni. Se pravi, gre za to močno spodbudo cerkvi, ki je pod pritiskom. No in tukaj bi upozoril kar tako za začetek na ta prvi stav, ki smo ga prebrali danes v 9. vrstici. Kako Janez sebe predstavlja? Prav, jaz sem vaš brat, prav, z vami sem soudeležen in potem ima 3 stvari našteje. Pri stiski, kraljestvu in stanovitnosti. In zdaj, tako kot je ta stvar napisana v grščini, dejansko te 3 stvari skupaj spadajo, da so ena stvar. Kako je bil v slovenščini dal vezajo vmes. Soudeležen sem v stiski, kraljestvu, stanovitnosti. To je ena stvar. Stiska pa kraljestvo spadata skrb stanovitnost, ko pa pravijo nekateri razlagalci, je pa tista alkemija, tista čudežna stvar, ki stisko spremeni v kraljestvo. In seveda ta stvar se navezuje nazaj na Jezusa samega. On sam, naš Gospod, je hodil v tem svetu v stiski, imel je skozi nasprotovanje, vemo od rojstva, vemo ves čas njegove službe, so ljudi na visokih položajih govorili in delovali in spletkali proti njemu, dokler ga na koncu niso križali. Ampak Bog ga je budil od mrtvih. In tukaj imamo vzorc, kjer Janez vidi točno isti vzorc se prenese na Jezusove učence, na nas, na cerkev. In to mislim, da je osnovno sporočilo celega razodetja, da nas Janez kliče nazaj k tej preprosti prvi ljubezni, preprosti zvestobi temu Gospodu, križanmu in ustalmu. Tako se on tudi predstavi, tukaj, če ste opazili, bil sem mrtev, ampak živim na vekov veke. No? Potem je pa pozoril še en drug vidik v tem začetnem videnju. Vse veste, da vsa pisma v bistvu začnejo, tukaj Janez vidi Jezusa v slavi. In vemo, da vsako od pisem, ki jih beremo, ima začetek en košček tega videnja. Zmeri malo drug, zmeri malo, recimo, povezan mogoče s tem, kar je bistveno za posamezno cerkev. No, ampak tle je en vidik, ki ga velja dobro razumeti, če hočemo razumeti celoto. Kako je Jezus oblečen? Oblečen je v dolgo haljo in prepasan z zlatim pasom. Komentatorji opozarjajo, da to kaže na duhovniško in na kraljevsko službo. Se pravi, Jezus je tukaj veliki duhovnik, ja, in kralj. Se pravi, ta velika tema, ki vemo, da je prepletena skozi celo svetopismo, tista velika obljuba, ki je že Izraelu dana, boste mi kraljestvo duhovnikov, ali pa ne, duhovniško kraljestvo, ali pa duhovniki in kralji, ta obljuba, ki se potem ponovijo, imamo v Novi zavezi v Petrovem pismu, isto se ponovi v razodetju, če bi prebrali še prvi kos, prvega poglavja, imate direktno tam not spet. In Janez pravi spet, udeležen sem z vami v kraljestvu. Se pravi, tukaj
tukaj se dogaja ta kraljevsko duhovniška služba. No in zdaj pa tole, ne? Kaj pa je služba velikega duhovnika bila? Med drugim, ena pomembnih stvari je, da duhovnik pride v Božje svetišče in skrbi za mirovanje svečnih presvet, kar pomeni Božja prisotnost, kar pomeni svetlovo Božje prisotnost v svetu in on mora očistiti svetilke in jih popravljati, tako da svetijo, prelivati olje, skrbeti, da svetilke svetijo, tako kot je treba. In zato Jezusa vidimo, kje je tukaj, sredi 7 svečnikov. Se pravi, in zdaj, tukaj pa zdaj to pravi, to je pa zdaj skrivnost. Ne? 7 svečnikov je 7 crkva. Ajmo tukaj govori Božja beseda. Tukaj je ta velika tema, da Bog si je po svojem čudovitem in skrivnostnem načrtu naredil tempelj, naredil si je svetišče, naredil si je svoj svetilnik v svetu, odkudar sije luč v ta svet. In to je cerkev. No in Jezus sam tukaj hodi med temi 7 svečniki in zato potem pošle teh 7 pisem, to je njegova duhovniška služba, ker hoče očistiti, da te svetilke svetijo tako, kot je treba. In zato v teh 7 pismih najdemo nekatere kar zelo tudi ostre in težke besede, kot smo zadnjič poslušali, recimo Zvonkovo pridigo, to so resne stvari, to so težke stvari, ampak moramo jih vzeti na tem ozadju. On, Jezus, hoče očistiti svetilke, da bodo svetle in da bo dejansko Božja cerkev, Božji tempelj, kraj, odkjer ven svet, Božja prisotnost v ta svet. Ker potem naprej v razovetju najdemo tudi seveda 7 duhov, ki so 7 plamenic, ki gorijo pred Bogom. Sprav, to je, cerkev je prostor, kjer Božji duh gori, kjer sveti, kjer sije ven v temo tega sveta. In to je zdaj namen vseh teh 7 pisem. No, potem pa bi v bistvu šel zdaj en korak naprej in pogledal zdaj, ko smo brali zadnjič in kot vidimo, ne, ta konflikt je zelo močno in zelo, kako je rekel, drastično napisan, strašljivo skoraj v teh tekstih in pozneje razliti to nasprotje, to preganjanje, ta ogroženost. In zdaj se mi prav, da bi danes malo razmišljali, kaj to v bistvu pomeni za nas danes. Ne? 2 stvari pravzaprav. Kje se danes dogaja kompromis lahko brez Božno družbo? Ker vidimo, to je tema mnogih pisem. Ne? Dejansko, če pogledamo 3 srednja pisma, 3., 4., 5., imajo vsa isti problem. Kot smo že zadnjič slišali, problem je kompromis. In v Pergamonu, in v Tiatiri, in v Sardah, pa tudi lobi še tudi naprej, še tudi pri Laodikeji, pa tudi pri Efezu, ampak gre za kompromis. Zdaj, danes ni veliko ljudi, ki bi častili Zeusa, ali pa, dobro, kakšni častijo Krišno, recimo, ampak ni veliko ljudi, ki bi častili neke druge poganske bogove. Se pravi, tle se moramo vprašati, kaj to danes za nas pomeni. Ne? Se pravi, kje je danes nevarnost za ta odpad, za to nezvestobo Jezusu in lahko danes razpoznamo kakšne sodobne nalike, ki nas lahko spotaknejo, ki nas lahko zapletejo, ki lahko našo luč zatemnijo. No in to, o tem bi rad večkrat govoril. Zdaj, glede prvega, ne, kje je danes, kje se lahko danes dogaja ta zatemnitev evangelija ali pa ta kompromis s sodobno družbo. Tukaj mislim, da bi morali začeti s tem nastavkom. Veruj v Jezusa in boš dobro živel. Zdaj, ta izrek uporabljamo, ne, to veliko to rečemo, to je del evangelizacije in s tem izrekom je ena težava. In prva težava s tem izrekom je, da je ta izrek resničen. Ker z bibličnega vidika, svetopisansko gledano, je nedvomno res, da kdor se oklene evangelija, kdor veruje v tega Mesija, v Jezusa, naredi prvo najpomembnejša stvar in tako človeku bo res dobro, res dobro. No, ampak tle, ravno v tem stavku je težava. Vprašanje je, kaj si mi zamišljamo z dobrim življenjem. No, namreč,
seveda, ko mi to obljubo evangelija povemo, ko jo govorimo v svetu, pa tudi, ko jo sami slišimo, ne, seveda, ko naleti ko gre ta obljuba ven k ljudem v tem svetu, seveda ne more biti razumljena drugače, kot se v tem svetu razume, kaj je dobro življenje. Pač moramo se zavedati, živimo v določeni družbi, tako kot so oni živeli v družbi, ker je bil cesar in v določen družbeni red, tudi mi živimo v določenem družbenem redu. Ta red se imenuje potrošništvo, zdaj živimo v kapitalistični družbi in tukaj je ta horizont jasen, kaj je dobro življenje. To, da uresničeš svoje želje, da lahko svobodno izbereš in dosežeš to, kar ti je pomembno, da doživiš mnogo čudovitega, vznemirljivega, da uživaš, gorjeti, če ne uživaš, uživaj, ja? Skratka, da uresničeš samega sebe. In to je vizija življenja v tej družbi, to je dobro življenje. No in seveda, ne, ko pride ta ponudba, ta obljuba evangelija v ta svet, ne, se potem sestavlja takole se sliši evangelij, ne, sprejmi določene verske resnice, ne, mogoče prav v abstraktnem smislu, ne, biblične principe, cerkvene nauke ali karkoli, in Bog bo na tvoji strani in ti bo pomagal, da uresničiš vse, kar hočeš, kar si želiš, da dosežeš svoje najbolj drzne, najbolj skrite sanje. Ne. In pravzaprav, ne, če bi šli do konca tukaj, pravzaprav potem zgleda, da Jezus meni omogoča, da zares uresničam samega sebe, da vzpostavim samega sebe. Ne. Tako pade obljuba evangelija na neposvečena ušesa. Zdaj pa seveda nasprot temu, ne, pa je dobro življenje, kad ga pokaže Sveto pismo. Ne, in to dobro življenje je jasno definirano v Svetem pismu. Določeno je zelo preprosto. Ne, z zgledom, ki ga imamo, in ta zgled je Jezus. A je kdo bolj živel kot Jezus? A je boljše življenje možno kot to? Ja? Je? Ni? Res je, da Jezus je unikat. Ne, noben od nas ni Božji sin po naravi. To je res. Vendar je absolutno jasno Svetega pisma, da nam je njegovo življenje vedno dano za zgled, kako ne bi mi živeli. Se pravi, vemo tudi to, da na Sveto pismo uči, da tako kot je on živo, je živo dejansko kot človek, iz moči, iz poslušnosti, iz praznice, iz svojega božanstva. To, kar je on dosegel z močjo Svetega Duha. Iz čiste izpraznosti, ravno zato, da bi nas dvignil v to isto bivanje, v tako življenje, kot je on živel. In ne, Sveto pismo je zelo jasno, ne, tukaj bi lahko zdaj ogromen mest citiral, meni je zelo všeč tale stavek iz 1. Janezovega pisma, ki pravi, kakor biva on, tako bivamo mi v svetu. Se pravi, po Svetem Duhu Jezusovi učenci živijo isto življenje, isto dobro življenje. Se pravi, resnično, zares dobro življenje je tisto, ki je osvobojeno od greha, ki je osvobojeno od stare človeške narave, meso, prav temu Sveto pismo, tega starega načina bivanja, ki je padel z Adamom, ki je pokvarjen od greha. To je dobro bivanje. In to staro bivanje definira sebičnost, samo uveljavljanje, samo zadostnost. To je meso, to je bistvo te padlosti. Ne? In evangelij nas osvobaja od tega. Ne? In dejansko lahko bi rekel, da nas evangelij osvobodi od projekta jaz. Kaj mislim s projektom jaz? Projekt jaz je nekaj, kar nam ta družba neprestano vsiljuje. Nam govori, ti moraš uspeti, ti moraš biti dober, ti moraš biti lep, ti moraš uživati, ti moraš dobro zgledati, tebi mora ratati, ti se ne smeš osramotiti, ti moraš biti tak. In zanimivo je, da družba, sodobna družba to doseže na zelo prefinjen način. Noben nas seveda formalno ne sili k temu, pa vendar pritisk okolice, pritisk bližnjih to skozi dela. In mi smo te vrednote dostakrat ponotranjimo, da mi moramo biti taki, da nam more tako ali drugače uspeti. Ampak evangelij nas od tega osvobaja. Od tega jaza nas evangelij osvobaja in to je v resnici zelo dobra novica. Ker tam smemo biti res taki, kad nas je Bog ustvaril v pravi svobodi, v osvobojenosti od teh velikih družbenih zahtev
in vizij in pričakovanj, ki so nad nami. Ja, se pravi, vemo, kaj Pavel prav. No, ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. In drugi je spet v Galačanih prav, kdor je Kristusov, je križal svoje meso, se pravi tega starega človeka, s strastmi in poželjenju vred. Kdor je Kristusov, se je to zgodilo. Je tisto staro je križano, prbito na križ skupaj z Jezusom, lahko bi rekel čisto v skladu z Jezusovo besedo, ki pravi, kdo hoče biti moj učenec, ki vzame svoj križ, ne gre za mano. To je samo Pavel, je samo dosleden. Samo dosledno je poslušal učiteljovo besedo. In je tako tudi učil kristjane. Se pravi, dobro življenje je svoboda od samega sebe. In tako, tam, osvobojeni tega starega človeka, tam vstopno v novo stvarjenje. V Jezusovo ustaljenje vstopno. In tam smo skupaj z njim in tam smo tudi skupaj z drugimi Jezusovimi učenci. Smo združeni v tem skupaj soustvarjeno, to Božje kraljestvo. Vidite, ta velika vizija ambasade, kako tukaj pride not. Kako je Božje, tukaj skupaj z Jezusom in skupaj z drugimi, v tem novem, soustvarjamo to novo Božjo realnost. Pa če hočete, skupaj smo del luči, ki sije v tem svetu. In pripravljamo seveda tudi s tem, pripravljamo pot Jezusu, ki bo kot vladar enkrat dokončno prišel in zavzel mesto, ki mu pripada dejansko v svetu in v stvarstvu. Se pravi, to pravo, dobro življenje je Božje kraljestvo. In to je večno življenje, s tem ne moramo vedeti, da beseda pismo govori o večnem življenju. Ta beseda večno ne pomeni najprej, pa ne pomeni sam trajanja, ampak pomeni kvaliteto. Pomeni tudi trajanje, pomeni predvsem, sploh v javnostnih spisih, pomeni kvaliteto, pomeni kvalitativno drugačno življenje, pomeni življenje, ki ga živi Bog sam, v katerega smo mi po veliki nezasluženi milosti poklicani, da smo udeleženi v njem. No in to življenje, s tem, kar rečemo večno, v bistvu je mišljeno, da pripada prihodnemu veku, ampak v skupnosti Jezusovih učencev pa to življenje deluje že zdaj. Ne pa polno, ampak realno. In je živa priča, tukaj smo pa pri pričevanju tega, kar prihaja. Se pravi, to življenje je že med nami. Ne? Se pravi, če primerjamo s tistim, kar smo prej rekli, ponudba evangelija ali pa obljuba evangelija je v bistvu točno nasprotna od tistega, kar smo prej rekli. Ne? Ponudba evangelija ali pa obljuba pravi, sprejmi evangelij, ki pa ni ena abstraktna verska resnica, ampak je kar osebna zvestoba temu Jezusu, temu križanju in ostalemu meslju, sprejmi to zvestobo, vstopu to zvestobo in Bog te bo osvobodil samega sebe, dal ti bo takšno ljubezen, dal ti bo takšno moč, da boš pripravljen zapustiti vse staro, ker iz te ljubezni je Jezus delal, ker je vse delal. Dal ti bo moč, da boš to vse zapustil, ker ti bo brez veze, ker boš vedno prazno, nima kaj. Dal ti bo moč, da umreš vse. Odložiš starega človeka, ker ga definirajo in usužnjujejo vrednote te družbe in zapovedi te potrošniške družbe. In Bog bo namesto tega začel v tebi delati novo življenje. Takšno, ki ga doslej sploh nisi poznal, ker ga ni, kar oko ni videlo, kar uho ni slišalo, kar v človeško srce ni prišlo. To Bog dela v nas. To Bog dela vseh, ki res hočejo poslušati evangeliju. Dal ti bo kompletno nove vrednote, dal ti bo pravo ljubezen, dal ti bo novo željo. Psalmist vpije, eno si želim, Gospod, eno. Boga samega, biti v tvojem templu. Dal ti bo nov cilj. Pozabljam, kar je za menoj, stegujem se proti temu, kar je pred menoj. Nov cilj je v Božjem kraljestvu. Nova usmerjenost. No in Bog ti bo dal, to je obljuba, nekaj boš živeti zase in boš začel živeti za Boga in za druge ljudi. In takrat, tam boš pa presenečen odkril. In tukaj pa velik paradoks, da je to v bistvu res tisto najboljše. Da je to tista najboljša stvar, ki si nisi mogel niti zamisliti. Da je to tisto pa pravo življenje. Res tisto
delč najboljš od vsega, da je tudi tvoja v bistvu najglobja želja, da je tukaj potešena. Zame si dovolj, smo peli prej. To smo hoteli reči s tem, to ne bi te pesmi pomenili. Ker namreč težava je, v bistvu to kjer imamo mi problem, je dejansko so naše želje. To smo da pismo mnogokrat pravili, da svet propada zaradi skrivljenih želj, poželjen prav. No, meni želja, ki je izgrešila cilj. Greh, predvsem tukaj naredi svoja stvar, greh izkrivi naše želje, popači, obrne jih stran. Ne? Ampak zdaj v evangeliju in Bog to našo željo ozdravi. Zdaj, dejstvo je, da v vsakem človeku, dajmo mečkamo o tej želji razmisliti, ker to je ena stvar, kjer nas evangelij zadeva. Ker mislim, da Bog želi eno kirurško delo opraviti, danes pa zmeri med nami. Dejstvo je, da v vsakem človeku, vsak človek hrepeni po dobrem, po lepem, po pravičnem, resničnem in podobne stvari. Vsak človek ima želje po teh stvarih, ko smo ustvarjeni. Te želje so v bistvu ostank božje podobe, ki smo jo prejeli v stvarjenju. In v bistvu v resnici to našo najglobjo željo lahko samo Bog zapolni. Se pravi, ima v osnovi želja dobro vlogo, v bistvu naj bi nas klicala in nas vodila k Bogu, Božjo bližino, kjer edino tam dobi svojo potešitev. Naša težava pa je v tem. In v tem je tista strup greha, ki se je zgodil in padlost človeške narave, pa seveda v tem, da je ravno tukaj prišlo do spremembe. Ta želja se obrna proč od Boga in se je izkrivila. Saj veste, kaj mislim, da greh pomeni? Zgrešiti cilj. Čisto preprosto pomeni, da bi šel tako greš. To je problem greha in to je problem človeške želje, da mi v srcu hrepenimo po stvarih, ki niso Bog. In to nam greh dela, da nas skos obrača, da bi si želeli ene druge stvari, ker nam jih prikazuje, važno jih prikazuje kot nekaj res dobrega. Zato smo tukaj na zelo ključnem razmisleku za nas kot kristjane. Kaj je tisto res dobro? Se pravi, človeška želja se je zaradi greha obrnila pomankljivemu stvarstvu, tistemu, ki ga je Bog preklel zaradi greha, če beremo Genezo, začetek. In stvarstvo je zdaj ravno zaradi greha, je pomankljivo, ni celovito, je ranjeno, celo stvarstvo. In tukaj vlada pomankanje. Pri Bogu, kot bomo videli, je zmeri izobilje, ampak v stvarstvu pa pomankanje, ampak človeška želja se pa obrne na stran Boga in se obrne po naredkom Boga. Stvarem, ki se zdijo veličastne velike in ki so dejansko bogovi v tem padlem svetu in ki ga oblikujejo. In tukaj smo zdaj prišli do tega drugega vprašanja. No, kaj pa so maliki v današnji družbi? Kaj pa so lažni bogovi danes? Mislim, da tukaj moramo dejansko bi nas vse povabili, da začnemo res, da poslušamo, kaj Duh govori nam, hristijanom, kaj Duh govori crkva. Mislim, da moramo tole, kar bom zdaj predstavil, je kvečen začetek enega treznega razmisleka o tem. Bi dejansko povabil in izval vsakega od vas, da začne razmišljati o tem. Kaj so maliki sodobne družbe, kaj so bogovi? Jaz bom predstavil par zelo konkretnih stvari, ampak jih je več, to je samo uvod. Tale seznam sem zelo dobil od ene sekularne avtorice, ki je ugotovila, kaj je 5 ključnih predmetov trženja v sodobni družbi. In dejansko to mislim, da je to 5 glavnih malikov tudi. In dajmo jih pogledati na hitro. Prvi malik, in tle boste presenečeni mogoče, je ljubezen. Ampak ta ljubezen seveda je zamišljena kot romantična ljubezen, kot zaljubljenost, kot nenehna vzhičenost in seveda, kot teh občutkov ni več, se zdi edino prav, da se odnos konča, da se poišče nekaj drugega. To si dolžen sam vse, če ne si mazohist, uživaj. Ampak realnost, seveda je pa nekaj drugega. Te občutki so taki dejansko, da pridejo in grejo. So del vsakega odnosa,
Pride in pridejo spet, in grejo spet. Tašna je kemija vsakega medčloveškega odnosa. Prava ljubezen se pa zgodi drugje, se zgodi v kontekstu zaveze. Kot je Bog se zavezana, tako sva jaz pa Simona zavezana, tako sta mož pa žena zavezana v točno isti podobi zaveze, drugim zavezanosti. Seveda ta zaveza ima nujno tudi značaj daru. Tukaj gre za zvesto podarjenost drugemu, ne glede na okoliščine, tudi ne glede na trenutno kemijo, gre za zavezanost. In tukaj ta zvestoba, lojalnost, podarjenost vključuje tudi žrtev. In vse skrb to pa seveda odseva na eno žrtev, o kateri smo prej govorili. Taka je prava ljubezen, to je agape. Dejansko v grščini imamo več besed za ljubezen in to včasih, mislim, v grščini to malo lažje razlikovati, čeprav tudi tam ni to razlikovanje čisto absolutno. Ta božja, božanska ljubezen je v grščini imenovana agape, medtem ko bi ta ljubezen, ki se trži, je filija, recimo, ali pa v tem smislu. Se pravi, tukaj je prva prevara. Gremo kar naprej. Povezano s tem seveda je intimnost, je seks. In to je v sodobni družbi to zamišljeno kot tisto skrajno doživetje. Imamo popolno izkustvo, ki daje smisel življenja, ki celo življenje oblikuje. In seveda to je tudi strokovno utemeljeno. Imamo velike duhovnike tega, to sta Freud pa Lacan. Imamo teoretike, ki utemeljijo, da je človek definiran s svojo seksualnostjo in da ni drugega. Tako je ta družba narejena, ne smemo biti naivni. Družba je prepojena s takim prepričanjem. Ampak seveda pri tem viziji je to, da se to zmeri izmika. Te idealne zadovoljenosti ni. In dejansko ljudje, ko mislijo, da na koncu najbolj zmeri več. Zmeri nove tehnike, zmeri nove odtenke sivine radio. Ampak to je samo spirala, ki gre navzdol v temo. To je spet želja, ki je zgrešila, ki je šla mi. Seveda, v krščanski optiki je pa tisto skrajno doživetje in popolno izkustvo intimnost z Bogom. Pavel pravi, in to v zelo zanimivem kontekstu, če te šli brati v pismu Korinčanom, prvo pismo 6. poglavje prav, kdor se druži z Gospodom, je z njim en duh. Se pravi, seks je zelo pomembna in od Boga dana razsežnost tega zaveznega odnosa med možem pa ženo, blagoslovljenje od Boga, ker je tudi simboličen odsev te intimnosti, ki jo Bog hoče imeti, ki ostaja v Bogu, 3 osebe, ki so eno. Bog je sam vseh taka intimnost. Ampak nova zaveza pa ob enem govoru o spolnosti demitologizira, se pravi, da ga temu odvzame to auro svetosti, ker v tisti družbi je bila prav tako, tista družba je bila podobno obsedena s tem, kot je naša. In tukaj zato že tudi v razodetju vidimo, da se nalikovanje pa nečistovanje gre eno z drugim. In to je bilo v tej, tudi v antični religiji je bilo to dosti povezano tako. Se pravi, to je izziv. Tukaj Božje kraljestvo spet vlada drugače. Recimo Jezus pravi, celo tako, v večnem življenju se ne bodo poročali, ne bodo ženili, ker naša intimnost bo z Bogom takrat. Pa še to je, že v novi zavezi, Pavel, recimo, govori o boljši možnosti, da se pravi, če ima nekdo milostni dar od Boga, da ostane neporočen in se posebno posveti Bogu. To je izziv družbi, ki je obsedena s spolnostjo. To je škandal. No, gremo kar naprej. Tretji malik. Lepota. Osebna lepota, privlačnost, ali pa tudi dizajn. Lep dizajn. No, in svetopismo gre proti tem zelo neposredno. Vemo, da Peter svetuje sestram vrš okrasne, ne bo zunanje v spletanju las, v navešanju zlatega nakita in oblačil, ampak naj bo to rajši skriti človek srca, v nepropadljivosti krotkega in tihega duha, ki je dragocen v Božjih očeh. Tako so se namreč krasile tudi svete žene. In seveda, fantje, da ne boste mislili, da se boste izmaknili, tudi za moške velja podoben nasvet. Recimo, če ste navdušeni nad atletsko postavo, prav se napismo, urjenje telesa namreč ne malo koristi. Prava pobožnost pa je koristna vsem, ker obljublja življenje
sedanje in prihodnje. Lepota Mesijeve neveste in notranje. Kaj hočem reči? Seveda ni prepovedan, nič od tega, kar sem rekel, nočem zagovarjati mrčnjaški pristop k tem stvarem, ampak hočem pokazati, kam kaže Božja lepota. Božja lepota najprej je znotraj. V bistvu je Božja lepota spet je v Jezusu. Če beremo Psalm 45. Psalm 45 je kot svadbena pesem, ki opeva lepoto ženi, pa seveda visoka pesem tudi. Ampak gre za dejansko lepoto Jezusa v njegovi dobroti, v njegovem usmiljenju, v njegovi ljubezni. Tukaj rabimo Boga, da nam pomaga, da vzgojimo okus za Božjo prav lepoto. Lepoto samega Boga, lepoto Boga v svojem razodevanju, že v stari zavezi, posebej pa v Jezusu. Potem pa seveda tudi lepoto ustvarjanja sveta, ki ga je Bog ustvaril. Bog se je postavil v bistvu v razstavo, galerijo čudovitih izdelkov. In to je stvarstvo. Seveda težava je od tega se ne da tržati, saj večinoma še nekateri dejansko poskušajo, da Bog to lepoto razsipa posod. Če se malo stavimo, pogledamo, malo, svetloba zvečer, hribi, te skale, pane drevesa. Če večkrat se ostavimo, razmišljamo, kako je to v bistvu lepo narejeno. Tukaj vidimo odsev Božje moči in lepote in časti. No in tudi seveda prava umetnost ima točno isto vlogo, da to iskro Božje lepote posreduje na razne načine, skozi glasbo, skozi slike in da nas spominja na to, da smo ustvarjeni na strašen in čudovit način. In seveda tudi kliče vsakega človeka, da bi šel globje. In ni naključe, da je umetnost v današnji družbi tako malo cenjena. Ker lepota je komercializirana, je površinska, potrošniška. Še en velik, mladost. Ja, to se v današnji družbi se to predstavlja kot ona idealna doba, ki nas nikoli ne sme zapustiti. Zmeri moramo biti mladi, svobodni, neobremenjeni, vitalni, močni, vse možnosti so pred nami, in potem se sem zraven še nesmišno urivati, neodgovornost, neodraslost, narcisizem, kot se reče, usmerjenost na sebe, ker to je idealno za potrošnika. To je tak človek, je super potrošnik. In tako seveda nam berejo možgane. No in seveda svetopismo glede tega razne stvari prava. Dejansko, recimo, Izarija prav, da mladost se obnavlja pri Bogu. Kdor zaupal Boga, obnavlja svojo mladost in se dviga na perudih kot orli. In tudi Pavel prav, naš zunanji človek razpada, ampak naš notranji človek se pa obnavlja. Poleg tega pa seveda svetopismo ceni tudi odraslost in starost. Ker je tam modrost, tam je in to zdrava skupnost rabi to. To je težava današnje družbe, je to, da smo vsi na nek način, ne da smo otroški, pa ne dolžni, ampak da smo pootročeni, da smo dejansko v tem smislu nasilja in nam skozi dopoveduje, to je ta pravo življenje. Ne, biblična vizija tle drugačna je zrela. Je zrelost, vizija zrelosti. Ima mladost seveda svoje mesto in svoj blagoslov. No pa še eno področje bi izpostavil in to je zdravje. In to je spet v tej družbi, to je biznis, to je velik biznis. In to je ideal, ki spet ogromen zahteva od vsega od nas. In tudi v zvezi s tem se pojavlja nekaj, če bi lahko rekel, sodobna askeza, ker zahteva ogromen odrekanja, pravil in vsega možnega. In zdaj, seveda, svetopismo prav, da imamo skrbeti za svoje telo, se je tempelj Svetega Duha. Ampak spet ključno vlogo je Bog. On je zdravnik najprej. Poglejmo sam, koliko je Jezus ozdravljal, kakšen del v njegovi službi bilo ozdravljanje ljudi. In tudi cerkvi daje darove ozdravljanje, danes smo molili za to in zato moramo moliti zmeri, zato to cerkev oblast cerkev ima. Ampak seveda se tudi povezuje, če beremo Jakobovo pismo, se povezuje s priznanjem grehov. Preberite si 5. poglavje, konec 5. poglavja pri Jakobu, v bistvu, kako je to povezano zdravljenje pa greh. Oboje je treba, Boga zanima celovito zdravje človeka. In zdravje pri Bogu najprej pomeni ozdraviti od greha. Ozdraviti
od te sebične ujetosti, v te izkrivljene želje, ki te zasužnjujejo, ki te delajo bednega v resnici. Ne? In zdaj je nekaj zanimiv pri teh 5. Tle bi šli lahko naprej, ne? Verjetno bi mogli avtomobile tudi omeniti. Ampak, pa še to. Izzivamo se, razmišljate o tem. Res, razmišljate pa tudi. Puste res, dajmo poslušati, kaj nam duh govori. Naj duh vsakega od nas izzove. Kje so naši hišni maliki? Kje so naše osebni majhni bogovi? To je prav, če smo šli na tole težko pot, poslušati besedo z razumete, pa moramo slišati to besedo. Pa nas Bog poziva, da pogledamo, kje so naši majhni hišni bogovi, da jih pospravimo. Pri vsem tem, kar sem omenil, če ste opazali, je ta problem, da tega v bistvu nikoli ne možeš čist doseči. Vsi te ideali so človeško nedosegljivi, zaljubljenost zmeri uplahne, popolni seks se vedno izmika, vsak človek nujno postaja zmeri manj lep, zmeri manj mlad, zmeri manj zdrav. Poglejte, kako je ta stvar prefinjena, naštimana. Narejena je, da te naredi bednega in da te skozi v tistem pomankanju. Poglejte, kakšna prevara je to v bistvu. Poglejte, na kakšni laži je cela družba zgrajena tukaj. Ampak tle ni živimo. Tukaj nas je Bog poklical. Tukaj nas je Bog poklical, da smo svetilni. In cel družben sistem deluje točno na tem, ker ravno tukaj se dogaja maksimalna potrošnja. Prav kapitalizem zahteva take ideale v tej malikovalski formi. In zdaj, ko govorimo o kapitalizmu, jaz ne bi rad šel debato, a je zdaj to boljši ali slabši sistem. Prejšnji sistemi so imeli, drugi sistem ima isto svoje malike. V bistvu v socializmu so bili maliki bolj jasni po svoje. Jih je bilo lažje razpoznati, kot jih je razpoznati zdaj v tej družbi. Ampak, ker je to red, v katerem živimo, moramo biti pametni, moramo biti budni, moramo res poslušati, kaj duh govori cerkvam. Se pravi, gremo zdaj nazaj. Kaj je zdaj smisel? Kaj je zdaj cilj? Cerkev je poklicana, da tukaj v tem svetu, v takem svetu živi drugače. In da pustimo, da evangelij to kirurško delo opravi nas, kirurgijo srca, reformacijo srca, o tem govorimo, da nas osvobodi, da ozdravi našo željo teh izkrivljen in da začne gojiti ta pravo želja po Bogu, po Božji besedi, po Božjem duhu, po molitvi. A uživamo v molitvi, a uživamo v stvarjenju. To je v bistvu, tukaj so vprašanja, s katerimi se moramo res ukvarjati. A je to tisto, kar nam razsvetljuje dan, ki nas žene naprej v življenju. Tukaj bi nas povabil, da o tem razmišljamo in da tle pustimo Jezusovom pogledu, ki je tako kot ogenj, smo brali, njegove oči so kot ogenj, da ta pogled pogleda v nas danes, bi Jezus vsega povabil. Da pustimo temu pogledu, da nas preišče, da našo željo ozdravljati začne in da nas obrača k Bogu in da nas tukaj celi. Ker kaj Bog pravzaprav želi? Od začetka, od geneze do razodetja. Bog si želi, da bi Adamovi potomci enkrat si svobodno začeli živeti Boga. To je cel cilj. In zato je mogel Jezus umreti, da nas osvobodi od služenstva tukaj, da bi v našem srcu se začela res svobodno rojevati, svobodna želja po Bogu. Bog noče služno, Bog noče ljudi, ki so mu samo v nekem strahu poslušni. Bog noče človeka, ki res z veseljem si želi Boga. Preprosto, iskreno, tukaj majhni otroci, to je evangelijska vizija. Se pravi, tukaj je ta naš boj danes. Naši prvi in tudi naši nekateri bratje seveda po svetu danes so bili poklicani, da dejansko fizično položijo življenje za Jezusa. Mi trenutno nimamo tega. Ne vemo, koliko časa bo še, tega se ne da predvideti, ampak imamo pa vsem podoben boj. Mi moramo tudi položiti svoje življenje v tem smislu, da umremo vsem. In da se upremo temu projektu, tem predpisom, ki vladajo v družbi, kako naj bi mi živeli kot sebični, neodvisni individuumi, ki uresničujejo samega sebe. Ne. Kolikrat slišimo, moš verjeti vase? Ampak dejansko je sporočilo cerkve, pa ne, verjetno šlo Jezusa. In tukaj je razlika, dejansko nisem to besedni trik tukaj.
Tle dejansko gre za dva različna svetova in gre za dve kraljestvi, ki sta v konfliktu. In ta konflikt ravno zaradi tega, ker ni toliko prostor, ker je tako fino zapakiran, je toliko bolj nevaren. Tako da tukaj mislim res, da moramo biti trezni, da moramo biti budni, da moramo pustiti, da nas Bog tukaj prenovi, da nas prenavlja. Jezus sam je rekel, če pšenično zrno ne pade v zemljo in umre, ne bo obrodilo sadov. Če pa umre, bo obrodilo mnogo, stoperen sam. Molimo za prebojenje, ne tako. Amen. Tle se prebojenje začne. To je ključ prebojenja. Smo pripravljeni to ceno plačati, če hočemo pristno prebojenje. Če hočemo prebojenje, ki ima dejansko podobo Jezusa. Pa moramo ugrizniti do to, sploh ni druge. In seveda, tle pa Jezus, tle pa moramo spet nazaj na to vizijo. Jezus je tako nas kliče, ki nas krepi v tem in tudi skozi vsa ta pisma nas dviga točno v to stiska, kraljestvo in ustrajnost, stanovitnost. Bog želi, da smo pogumno ustrajni. Ravno v tem, ker seveda ve, mi smo v konfliktu in padamo. Ni tle problem, ali padamo ali ne problem, se pa poberamo in gremo naprej. In to je pa ta stanovitnost, ki jo Bog kliče v nas in ki je vizija razodeti. In ker nam jo Jezus danes sporoča, prav, bod mi zvest do konca. Vrni se nazaj v prvo ljubezen. Vrni se nazaj v zvestobo. Ohran to, kar imaš. Ohran evangelij, ki ga imaš. Ohran to eno vizijo Jezusa. In tudi gre seveda za izziv, da smo mi kot celko res alternativa temu svetu.